V sredo, 20. aprila, so v knjižnici gostili svetovno priznanega telovadca Mira Cerarja. Poleg tega, da je vrhunski športnik, je tudi vrhunska osebnost. Na Čajanki je predstavil svojo biografijo Miroslav Cerar in njegov čas, ki je bila izdana ob njegovi 70-letnici. Z njim se je o njegovi življenjski poti pogovarjal profesor Tone Ižanc. Pozdravljen, gospod Miro. Tudi vam, lep pozdrav. Večina nas vas pozna kot odličnega konjenika, vendar bi vseeno lahko rekli, da ste univerzalni telovadec. Ja, v svojem tekmovalnem obdobju seveda sem tekmoval na vseh 6 orodjih, v obveznem poljubnem programu, torej mnogo bojev večinoma, pol pa, če sem se uvrstil med boljše posameznih orodij, šele pol nastopil v finalu. Tako da pravzaprav res smo morali vladati kar celo paleto telovadnih orodij in veščin. Nastopili ste na 3 olimpijskih igrah, ene so vam pa ostale še posebej v spominu. Ja, verjetno so bile olimpijske igre v Tokiu, kjer sem osvojil 2 medalji, potem pa Mehiko z 1 medaljo. Začel sem pa 1960 na olimpijskih igrah v Rimu. Koliko najžlahtnejših medalj krasi vašo domačo omaro? Če štejem svetovna prvenstva, olimpijske igre, to so bile na vsake 4 leta, predolimpijske igre tudi na vsake 4 leta, evropska prvenstva, jih je okoli 30 ali 31 medalj, no sicer pa še mediteranske igre, to jih je pa 15, se mi zdi, ja kar precej, no, kar veliko. No, naštel vse, to so glavna tekmovanja, ta velika mednarodna, no. Se je kar nabralo, ne? Ob svoji bogati športni karieri ste uspeli končati tudi študij prava, a vam je v času študija bila športna kariera v oviro, pomoč, ali ste uspeli uspešno peljati eno z drugim? No, na to takrat nisem pomislil ali pa razmišljal o tem. Prav gotovo, da je bilo včasih zelo težko uskladiti študij, tako na pravni fakulteti z vsakodnevno vadbo in pa seveda potem kasneje sem študiral tudi na fakulteti za šport, opravil 2 letnika. No, ampak to je bil čas, veste, ko so nas v tem duhu vzgajali, v duhu, da se moraš pripravljati za potekmovalno kariero, za tisto obdobje, za svoje poklicno usposabljanje in mislim, da je to prav in da se tega čedalje bolj tudi zavedamo. Kakšen je recept za tako uspešno in vplivno družino, kot je vaša družina? Kaj bi lahko rekli? Ne poznam posebnega recepta, med sabo smo se dobro razumeli, treba je bilo pa delati, ne tekmovati, med seboj spoštovati in si pomagati drug drugemu. Najlepša hvala, gospod Miro. Tudi vam hvala.